Bi pa v današnji oddaji tudi izkoristili priložnost, da se zahvalimo vsem, ki ste se v tako lepem številu odzvali našemu vabilu in prišli v Triglav Lab in tam preizkusili svoje vozniške sposobnosti na simulatorju. S tem smo prepričani, da ste nekaj o svoji vožnji ugotovili sami, veliko več pa bomo ugotovili mi, ker ste nam pomagali zbrati veliko količino podatkov, ki jih s pomočjo tega zelo sofisticiranega računalniškega sistema pridobivamo o naših vozniških sposobnostih. Prva izmed ugotovitev, ki smo jih zaznali v našem eksperimentu v Triglav Labu, je pravzaprav zelo pričakovana, a prav zato jo velja povedati oziroma še posebej poudariti. Torej, mlajši vozniki, se pravi tisti, ki so izpit opravili pred kratkim, se bistveno bolj vestno pripenjajo. V teh vožnjah so si brez opozorila takoj nastavili pravilen vozniški položaj, obe roki so imeli ves čas na volanu in na pravih pozicijah. Za ustrezno reagiranje v konkretnih vozniških situacijah je namreč to ključnega pomena, tako v realnem prometu, kot tudi v simuliranih kritičnih situacijah. Tokratni testi so vsekakor pokazali, da starejši vozniki očitno vožnjo jemljejo bolj lahkotno. Čeprav so dobro vedeli, da bodo opazovani strani inštruktorjev in naprav, so namreč volan držali samo z eno roko in glede na to, kako naravno so se obnašali med vožnjo v simulatorju, lahko z veliko mero verjetnosti sklepamo, da se tako obnašajo tudi v realnem prometu. Da je za varno vožnjo pravilen položaj za volanom pogoj, v avtomobilnosti sicer redno poudarjamo, a glede na prve zbrane podatke očitno še premalokrat.